Začelo se je na dveh koncih hkrati. Cilj porušiti še zadnje ovire na trasi. 3 stavbe, ki bodo že v 2 dneh preteklost. Na vrsti je odstranjevanje ostrešja in pritiklin, sledilo bo rušenje. Streljaj stran, delavci utrjujejo dostopno cesto, ki bo omogočila prehod velikih delovnih strojev. Najtrši oreh bo ta osrednji del trase na izolski strani, kjer bo treba najprej odstraniti brežino. Zemljina je tu nekoliko trša, a zamud zaradi tega ne pričakujejo. To je trenutno tudi najožji del bodoče hitre ceste, ki se ga bodo lotili v prihodnjih dneh. Mislite, da bodo potrebni kakšni posebni stroji? Bo pač malo močnejši, težji bagri, z udarnimi kladevi, mogoče tudi kak buldožer. V končni fazi pa tudi miniranje se ne izključuje. Na trasi dolgi 5,5 km bodo delavci cestnega podjetja Gorica delali sočasno na 4 lokacijah. Še najmanj dela jih čaka na priključku hitre ceste na izolsko krožišče, zadnja preplastitev in namestitev signalizacije. Na koprski strani bo kmalu nared tudi glavna istrska cesta. Ta že dobiva svojo nekdanjo podobo. Po njej se bomo tudi v prihodnje vsaj zaenkrat še vozili. V prihodnjih mesecih pa bo vroča tema med obalnima županoma in ministrom za infrastrukturo vprašanje plačila vinjete. O uradni pobudi, s katero župana Kopra in Izole predlagata izvzetje obalne hitre ceste iz vinjetnega sistema in o prenosu lastništva na občini, naj bi na ministrstvu razpravljali že 2. marca. Sicer pa bi dela na hitri cesti, če bo šlo vse po maslu, zaključili v 3 mesecih. Prve zapore in preusmeritve prometa je pričakovati v aprilu. Sredi maja bi se tako lahko končno že vozili skozi predor.